In kak je z vama, Ana in Iger, ampak jaz se počutim tako dosti bolj sproščeno in varno v tem studiu zdaj. Bi se morala strinjati. Vstopil je v bistvu tako, kot da je 10 let nazaj, še vedno pripravljen, še vedno poln energije in predvsem še vedno nasmejan. Dejan Zavec, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Osebno veselje in čast nam je, da je končno so se zložile te kocke in te lahko gostimo v tem studiu. Dejan, kak si, povej malo, ker izgledaš fenomenalno. Lepa hvala. Super sem, bredo sem. Kaj naj rečem? Polno je dogajanja, ni časa za spanje. Tako da ja, kot smo že prej govorili, borba je drugačna, oziroma vsebina borbe je drugačna, drugač borba pa čisto. Pa traja. Ja, traja. Isto. In če kdo kaj ve o tem, je seveda to naš Dejan, moramo vedeti, da o tvojem življenju je napisana knjiga, so v bistvu zgodbe, so videoposnetki, ampak ta res prvinskost in volja, s katero si ti naredil, vse, kar si naredil v življenju, je bila res fenomenalna. Jaz se spomnim, ko sem govoril z sicer žal pokojnim gospodom Pučkom, ne, ko je malo razlagal te vajne zgodbe iz začetka. Ali sta vidva vedela, da je Dejan laufal na atletskem stadionu na Ptuju v škornjih po zimi? Ne, resno. Res je. Ja, ali sta vidva vedela, da ko sta šla na prvo tekmo, ker je bilo to takoj po osamosvojitvi in nista imela himne, da je gospod Pučko dal kaseto od Mišo Takovača. Res, ker je tako vedel, da... Ja, to ima še zgodbo, ne? Ja. V bistvu mi dva smo se dogovorili, da jaz uredim zastavo, on pa zrihtal himno, ne? Ja. In jaz sem takrat zastavo dobil, oziroma sem si jo sposodil malo za dlje časa na ptujski rance. Pač je tako lepo visela, pa sem rekel, to je moj ponos, to bom jaz odnesel v Grčijo. Pučko Ivan pa je bil zadolžen za himno in ko se mi dva peljemo že nazaj iz Grčije nazaj proti domu, rekel, Zavc, si ti zamisliš, če bi ti zmagal, veš, kaj je himna, bi te pela, ne? Ne vem, mislim, ne vodim računov o tem, to si rekel, da boš ti uredil, je rekel, jaz Mišu Kovača jim dal. Tako pogledaš, to je bil edini primer, ko je dobro, da nisi zmagal v bistvu, ne? Ali pa bi bila še bolj masna zgodba, ampak Dejan, kakšna karijera, kaj se je vse dogajalo, to je bilo res fenomenalno, toliko, glej še zdaj, v bistvu vemo, leta 2016 je bila 13. runda v dvorani Tabor, ko smo delavali, ne? Včeraj. Ja, in še zdaj so vsi ti, glej, jaz se še zdaj spomnim, da smo skupaj gledali prenos iz Južnoafriške republike, veš takrat, ko si dejansko prvič postal svetovni prvak, in kako je to bilo in od tam je samo ne? Res je, jaz moram rekel, da čeprav se spomnim, 2004 smo začeli v Mariboru, Tomaž Barada, seveda tudi vaša velikost, ne? Ja. In podpora je bila brezmejna. Jaz mislil, kaj se to dogaja, to je bilo nekaj čist posebnega, čist nekaj novega, ne? Takrat za tu, ja, seveda. In potem, ko smo to skozi leta gradili in potem, ko se to vse skupaj zgodilo, tako kot sem tudi enkrat rekel na enem izmed dvobojev, ne, jaz nisem nor, vi ste nori. Adijo, ko to je bilo iz borbe v borbo, je bilo več ljudi, mislim. Ja. Ne, zgodilo se je to, kar si vsakdo oziroma športnik res niti sanjati ne more, kaj šele, da ne vem, iz nekega športa, ki je, ne vem, čist pri mazutu spode, pa potem prije v mainstream, wow. Ja, in dejstvo je, ker bi se kdo vprašal, pa zakaj šport, razumeš, ko je toliko enega taki šport, kot je boks, toliko enega odrekanja, toliko trpljenja, v bistvu, ker to je trpljenje, ne bo noben rekel, da ni trpljenje, ker je trpljenje, toliko mazohističnih momentov, pa sadističnih strani trenerjev, zato da si potem celi polomljen in da dobiš pas, ki ni ne lepi in ne funkcionalen. Drži. To pa drži. Pa tako močno delamo za njega, ne? Ja, to je... Ne, življenjsko delo. Ampak ja, vse na koncev jaz bom rekel, da vsi imamo neko srečo, neko, bom rekel, talent, ki ga moramo brusiti, ne? Oziroma, jaz veliko krat rečem, da priložnost se nam lahko ponudi, samo moramo jo izkoristiti. Jaz bom rekel, da nekako
Ja, imel sem idealne pogoje v življenju, da sem lahko uspeval. Ja, res je. In mi smo takrat, kako si pa ti znal združiti, ne samo ta naš konec Slovenije, celo Slovenijo. Ne, da je, in sve potem, ko je ta šla poče mednarodno in tako dalje, o tem nadaljevanju, naj samo še enkrat spomnim, danes ob 19. je projekcija Dejanovega filma, kratkega igranega dokumentarnega filma 13. runda v Mariboxu, tudi o tem v nadaljevanju z našim šampionom, ker enkrat šampion, vedno šampion, veš? Hvala. Dejan Zavec ostaja v tem studiu. Nadaljujemo takoj potem. Čez 8 je v tem studiu naš gost danes, naš šampion Dejan Zavec. Dejan, če enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Veš, kaj je ena stvar, ne? To vedno vprašam, kadarkoli dobim priložnost, zato ker se mi zdi, da ljudje premalo krat slišijo ta odgovor, to razlago. Ne glede na vse, kar se je tebi dogajalo in vemo, zelo težko otroštvo, težki začetki, moral si fajtati, nisi imel nič, da si prišel do tega, da imaš praktično vse, družino in zdrava otroka. Več ni, ne? Več ne se strinjaš. Več ne gre. Ampak tudi ostale stvari, ki si jih dosegel, ampak da si vse skozi, pa tako pozitiven, pa tako prijazen, pa tako vesel skozi, mislim, tako te vsaj mi poznamo. Se vem, da si vsake kdaj slabe volje, ne? Ampak ta tvoja pozitivna naravnanost, ne? To me driva celo življenje. Ja. Tudi ko je najtežje, takrat je najtežje. Mislim, takrat je najtežje biti pozitiven. Vsi imamo šibke trenutke, kar je normalno. Ja. Jaz mislim, da je najpomembnejše, da ne igraš, da si taki, kaki si. Ja. Zato je, jaz mislim, da sem veliko krat naletel, tudi ko sem bil slabe volje, na dober odziv, razumevanje. In ta support, ta game se mi zdi, da je bil čisto iskreno sprejet. In ja, vsi smo vsi samo ljudje, bodimo ljudje. Jaz sem vedno govoril tako, da v bistvu ne bom se spreminjal. Določeno število ljudi bo to simpatiziralo, tako kot vse drugo. Ja. In tisti, ki bojo to prepoznali, bojo šli z mano na pot in to je to. Ja, pa ni jih bilo malo, ne? Oziroma ni nas bilo malo, ne bomo rekli. Bilo se veliko več, kot sem si kadarkoli uspel drzniti. Ja, pomisliti na kar. In jaz se pa spomnim, veš, tam leta 2016, takrat, ko smo organizirali 13. rundo, to je tudi bila zgodba. Vidva to ne poznata, verjetno, ne? Se ne spomnita. Vse je potekalo v tajnosti. Dejan do zadnjega ni vedel. Priše pravočasno Tomaž Barada do nas, smo se sedli, glej, mi bomo to naredili. Jaz sem tako rekel, jaz sem se zmenil s predsednikom, to je bil takrat Borut Pahor. On pride, mi bomo naredili. Ok, kje bomo naredili? V dvorani Tabor. Program celi, ja, se vi to znate, vi trije, ne, Šalca, Tine in jaz, vse vi boste že to zrihtali, ne, ja. In kaj bo Dejan, on pa ne bo vedel do zadnjega nič, ne. In mi smo to delali, pripravljali, snemali videe, ker to je bila videoprojekcija, veš, to so bili nastopi, bilo je vsega, ne, in on ni vedel prav, kaj se dogaja do zadnjega momenta in smo ga imeli tam, on je samo vedel, da mora priti v dvorano Tabor, okay, in je bil tam v garderobi eni noter, pa smo imeli kamero, pa smo ga snemali, cel čas, ko je to spremljal. In ljudi je bilo, dvorana Tabor je bila polna, pa so morali ljudje kupiti karto, da so se prišli posloviti od njega, se ni bilo nobenega fajta, ne, se spomniš, ne? In polna dvorana Tabor in potem, ko je bil tisti moment, ko je zadnjič stopil gor in smo naredili tak na štengah, en taki podi in je prišel in ognjemet in se sicer v srajci, ne, in se je postavil gor in dvignil roke. Ja, gled, jaz imam še zdaj kurjo kožo, ko se spomnim tega. Res, tudi mene lezi, ne vem, mislim, nekaj takega noro. Je pa še zgodba, ne vem, smo se kdaj pogovarjali. Jaz sem rekel Tomažo, on je rekel, da bi enkrat marca naredili. Ja. Pa ne, 13. marca. Ja. Klik 40 sem bil, ne. Ja. Rekel, veš, da jaz nimam tega, jaz nimam rad nekega proslavljanja, jaz nimam rad, dajmo enkrat drugič. Ja. Ne vem, zgodilo se je 13. marca, ko sem rekel, da pač ne bi rad nekaj navršil. Te pa je bilo, ne vem, 1500, ne vem, 800 ljudi. Ja. Wow. Ja. Za rojsten dan. Je kar drag rojsten dan bil, ne, če smo ga še počastiti. Ne, tako da to je bil res moment. In zdaj, Dejan, torej ta dokumentarni film 13. runda, danes ob 7. je projekcija v Mariboxu, na katero ste seveda absolutno vabljeni. Pa me mogoče malo zanima, zdaj, ne vem, stavek 2 o tem filmu v bistvu.
zato si pravzaprav tukaj danes. Ja, ta film je pravzaprav nastal čisto tako, kot se zdaj mi pogovarjamo z Gašper Pavlijom. Sem se nekajkrat pogovarjal, on si je to pridno beležil, brez da jaz to skoraj da sploh vem. Ne? In v nekem trenutku on pošlje meni scenarij, čuj, to je vredno posluha, pozornosti, to je, in sem bil tako, ne, jaz ne bi, mislim, jaz to ne bi. Ja. Jaz to ne bi. Glavnem, Klasično, skromno, ne? Tako kot je Dejan, kot ga poznamo. ja, ampak bolj iz tega, bom rekel, iz tega pogleda, ne, jaz se ne rabim nikomur ne smiliti, ampak nočem, da je to zapeljana zgodba kot nekaj bogega, nekaj pa zdaj. Ja, ampak po drugi strani pa moraš vedeti, da je to lahko velika motivacija, ne? In spodbuda. Ravno to je potem bil odgovor, lej, kaj pa če še kdo kje z podobno zgodbo ali pa še hujšo zgodbo, upam, da ne, ampak je, ne, in naj bo to motivacija. Ok, če pa to rešuje ljudi oziroma komu pripomore, da samo enemu pripomore, da ga to zdrava zato, da bo rekel, ok, bom pa jaz tudi ustrajal, ne. Potem pa me je prevagalo, ne. Te je prepričalo. Ok, ja, če pa je to zato, potem pa ok, če rešimo enega, smo naredili wow. Ja, definitivno. Potem pa tako, ja. In potem je stekla akcija, da smo v bistvu nekako, sploh nismo vedeli, kaj bo nastalo, ampak nekako smo poskušali nastaviti smer, v katero smer bo To šel je tak film. leitmotiv, se mi zdi, da stvari, ki se dogajajo v tvojem življenju, nismo vedeli točno, kaj bo, mi smo samo pač začeli, ne? Sej, mogoče ni bilo glih tak, ne, mislim, hoteli smo, da je tako, Ja, potem ko se seveda. začne, potem se normalno pojavi 1001 vprašanje, da ima Ja. vse skupaj smisel. Ja, in zdaj smo tako daleč, da potem smo si drznili kar začeti razmišljati o nekem resnem filmu, ki bi morda bil celovečerec ali pa morda celo v nekaj delih. Ampak ja, to je ta prvi del, prvi nastavek, da vidimo, če smo sploh pravi smere in pa ja. In boste potem nadaljevali. Jaz mislim, Tako je. da enostavno morate. Absolutno. Ja, mislim, da brez veze zdaj, okay, da se sploh pogovarjamo. Ja, to je zgodba, ki si zasluži tudi širši kontekst in več prostora, ampak danes začnemo torej ob 7:13. runda projekcija torej kratkega filma Dejana Zavca v režiji Gašperja Pavlija v Mariboxu. Dejan, še enkrat res hvala, da si prišel, da smo lahko malo bujali spomine. Hvala vam, mislim, to je vedno znova, priti do vas je posebna, bom rekel, posebna taka čustvena nota. Zakaj? Zaradi tega, ker že dolgo se poznamo, dolgo smo skupaj, veliko Res je. smo naredili skupaj in vsaka izmed teh stvari je bila top. Ja, tako da ti samo povej, gled, tudi če boš potreboval, ne vem, če boš potreboval, da je eno oranžni, gremo v Recimo, filmu, imamo recimo, igra, ne, saj damo točno zraven, to. mi radi pomagamo. Jaz sicer ne bi bil sparing partner, Vse bo ampak prišlo. Ja, nekje mogoče res, v mi ne. pa lahko stal. Ti bi ne. lahko, veš kaj bi lahko, brisačo bi mu lahko Vse držal. bo Ali pa prišlo to, prav. recimo. Ana, tudi se veš. Ja, tudi kak je Treba lušno. je. Ne stablo, kopalka, Hanna, glej, ne. Ja, ja. Pa jaz pa lahko karte štemplam. Da bo rešeno, Dejan, hvala ti. Enako, lepa hvala. In se vidimo danes ob 7:00 v Mariboxu. Hey, Fonsi.